Pozdravljeni. Pri sindromu policističnih jajčnikov so v oziroma na jajčnikih prisotne številne benigne ciste, ki so pravzaprav majhni folikli. To so nedozoreli jajčni mehurčki, ki vsebujejo spolne celice oziroma jajčeca, obdana s tekočino. Če folikel nemoteno dozori, poči, jajčeco iz njega pa se spusti v trebušno votlino, kjer ga ujame jajcevod, po katerem potem potuje v smeri proti maternici, dokler se ne oplodi. A če jajčniki ne proizvajajo dovolj hormonov, ki so nujno potrebni za dozorevanje jajčeca, je dozorevanje seveda moteno. Nezrela jajčeca pa se preprosto odlagajo oziroma na jajčniku, kar se na pregledu z ultrazvokom pokaže kot prisotnost številnih cist oziroma mehurčkov, od tod tudi ime policistični jajčniki. AIQ gleda na to stanje skozi pogled ali pa skozi princip osmoze. Osmoza pa je proces, ki nastane, kadar pride do razlik v količini energije ali pa količini snovi, pritisku med dvema različnima področjema, ki sta ločena z polprepustno ali pa bolj ali manj prepustno membrano. In ta povzroči to, da vedno pride do gibanja energije in snovi iz tam, kjer je več, proti tam, kjer je malo. In pri osmozi potem lahko vidimo, če osmozo uporabimo za razmišljanje ali pa za analizo, zakaj pride do policističnih jajčnikov, lahko potem postavimo tezo, da je v ženski v bistvu premalo ženskega, premalo estrogena in preveč moškega, torej testosterona, ali pa lahko tudi se zgodi, da je recimo razvoj ženske otežen ali pa onemogočen, ustavljen skozi pritisk okolice, ki ne ustreza, da se ženska razvije iz deklice v žensko. In seveda to vse skupaj vpliva na okolje, v katerem jajčniki so, in pride do tega, da je, če je vpliv okolja neprimeren, da je potem tudi notranje stanje v ženski trebušni votlini takšno, da potem vpliva na delovanje jajčnikov, ker organizem, telo je pač takšno, da je primaren držljaj ali pa primaren vpliv na telesne procese, seveda s tem tudi kakšen je nivo katerih hormonov, kakšno je razmerje med hormoni in podobno, najbolj vpliva okolje, ker okolje je tisto, iz katerega prihaja energija, iz katerega prihajajo snovi, ki določajo in omogočajo življenje v telesu. Torej, če pride do neravnovesja v okolju, vezano na vplive, vezano na snovi, potem je logično, da po nekaj časa pride tudi do spremembe te energije in teh snovi znotraj telesa. Pri ženski je to še posebej, je to bolj očitno kot recimo pri moškem, zaradi tega, ker je žensko telo bolj občutljivo, bolj dojemljivo za to, kakšno je stanje v okolju, se prej opazi, da stvari, kakšne so stvari, je bolj dovzetno, bolj natančno pri tem, kako začutiti in kako okolje vpliva na njo, hkrati ima pa ženska tanjšo kožo, tanjšo membrano, manj mišic, drugačno tudi strukturo, predvsem tudi zaradi tega, ker je skozi evolucijo morala popolnoma naravno se bolj močno odzivati na okolje, sploh na okolje v obliki njenega otroka ali otrok. In če bi bila recimo ženska toliko trda pa toliko neobčutljiva, kot recimo je moral biti moški, bi seveda tudi veliko manj natančno, pravočasno in primerno zaznala, v kakem stanju je otrok, tako ko je v njej, v njeni maternici med nosečnostjo, kot seveda tudi kasneje, ko je otrok zunaj in odrašča ob materi. In je potem logično, da zaradi te prilagoditve njene strukture, tej materinski funkciji, je tudi njena sposobnost, da se upre neželenim stanjem v okolju, na njeno notranjost manjša. In seveda, če je okolje ženskam nenaklonjeno oziroma če se
če deluje okolje v nasprotju z tipično žensko funkcijo, ta je pa takšna, da je ženska počasnejša, da težje prenaša spremembe kot recimo moški, da njen živčen sistem, tako zavesten kot podzavesten kot avtonomni, se na spremembe odziva bolj močneje, jo bolj ustvarja več pritiska, ustvarja več strahu, in seveda tudi, če hoče ženska urejati okolje, mora ustvarjati več moči, se pravi, se mora vesti bolj po moško, kar pa jasno vodi v to, da je v njeni notranjosti vedno manj ženskega vedenja, ženskega vpliva in v tem primeru tudi ženskega okolja in vedno več moškega, kar pa jasno potem vodi v spremembo delovanja tudi jajčnikov v takem primeru in se tudi jajčeca ne morejo do konca razviti, ker je okolje za ta razvoj neprimerno. In to se v bistvu zelo pogosto dogaja, oziroma vedno bolj pogosto dogaja skladno s tem, ko je tudi okolje, v katerem ženske danes živijo, vedno bolj ženskam nenaklonjeno oziroma spodbuja ali pa od žensk zahteva, da se vedejo vedno bolj agresivno, vedno bolj aktivno, sprejemajo vedno več odločitev v vedno krajšem času, živijo vedno hitreje, kar je pa seveda v nasprotju z njihovo strukturo in njihovo funkcijo, torej vodi v večanje verjetnosti ali pa pogostosti takega stanja, kot je policistični jajčniki. Kako lahko pri tem ženski AEQ metoda pomaga? Pomaga na dva načina. Prvič z nižanjem senzorno-motorne amnezije, drugič z višanjem čustvene zrelosti, tako v odnosu same do sebe, kot seveda tudi potem v partnerskem odnosu in starševskem odnosu. Ključen je predvsem na začetku ta proces, da skozi razlago in učenje AEQ vaj začne vedno bolj čutiti, kako je nepovezana s telesom, kako v telesu ne zaznava stvari, ki niso v redu, ali pa kako njeno moško vedenje ni v skladu z njenim ženskim telesom, in nižjo, ko ima senzorno-motorno amnezijo, bolj čuti, kdaj se vede neprimerno za telo, oziroma kdaj ne spoštuje telesnih dejstev, da ima žensko telo. Hkrati, seveda, bolj ko to opazi, bolj začne razumeti, zakaj ima težave z jajčniki, ker vedno bolj opaža, kako se vede po moško ali pa ne po žensko. Posledično pride do več motivacije, več razumevanja in več zavedanja posledic nadaljevanja takega vedenja za njeno dolgoročno prihodnost, kar pri večini učenk AEQ-ja, se pravi oseb, žensk, ki se učijo AEQ metodo, privede do tega, da začne zmanjševati zlorabo moškega vedenja ali pa moške funkcije, ter se začne vedno bolj vesti po žensko, vedno bolj upošteva telesna dejstva. Zakaj? Zato, ker skozi vaje vedno bolj čuti, da ima žensko telo. Hkrati pa dvig čustvene zrelosti začne vedno bolj tudi povečevati njeno sposobnost, da zazna in da razume, da če hoče v sodobnem svetu funkcionirati dovolj po žensko, da mora imeti ob sebi tudi primernega moškega partnerja, s katerim lahko si dovolj kvalitetno razdelita dela, naloge in obveznosti. Moški bolj po moško, ženska bolj po žensko, tako da vsak uporabljata svoje telo bolj v skladu z njegovo strukturo. Moški tako prevzame več moških zadolžitev, več moških obremenitev, več moških zahtev. S tem ženska lahko postane in ostane bolj ženska, kar pa seveda spremeni vpliv okolja na žensko. Spremembo okolja na žensko pride pa seveda spet do aktivacije osmoze, kjer drugačno stanje v okolju začne prodirati v njeno notranjost. S tem se ženskost okolja v njeni trebušni votlini viša, kar pa seveda pozitivno vpliva na spremembo hormonov, se pravi, dvigne se raven ženskih hormonov in s tem v bistvu verjetnost, da bojo jajčniki delovali bolj pravilno, postaja vedno večja.
Na ta način v bistvu lahko pozitivno vplivamo na to stanje in ga postopoma urejamo oziroma izboljšujemo ali pa vsaj dosežemo stanje, da se ne slabša. Hvala lepa.